folk, kva dogaja, Dino tle vse daja, danes poseben posnetek, končno, S2000, dosti folka vas je rekel, da je Dino, prosim, predstavil že enkrat svoje S2000 in danes je nastopil ta dan. To, kar vidite zdaj tukaj, tole je Honda S2000, letnik 2000 in to so moje sanje. Kaj sploh je to? To je zadnji pogon, brez strehe, sport, kakor vidite. Sport! Avto je šel leta 1999 kot darilo, Hondino darilo, sama sebi za 50. obletnico obstoja. In ne vem, če veste, ampak Hondini prvi modeli niso bili tako dolgočasni, kakor vidimo te avtomobili, ki so zdaj na cesti, ampak so bili dejansko roadsterji. S500, se pravi 500 kubikov, visoko vrteči motor, zadnji pogon, brez strehe, pa je bil S600, S800, pa se je pogasnil. Pa je pa Honda začela delati avtomobile za ljudstvo, da bi konkurirala Volkswagenu in ostali. No, leta 2000 za svoje darilo so se pa odločili, da naredijo S2000. Ne vem, če veste, ampak 2000 pomeni 2000 kubikov. Ok, jaz vam bom malo predstavil dejansko, kaj je sploh ta avto. Malo vam bom povedal o njemu, pol vam ga bom malo pokazal, malo se bomo šli pa pelet. Motor nameščen spredaj sredinsko, se pravi za sprednjo osjo, zato da dobijo 50-50 težišče. Kakor vidite, po 20 letih obstoja tega avtomobila, nekako oblika je še vedno in temu jaz pravim evergreen design in še danes me ljudje ustavljajo in pravijo, koliko je pa star ta avto. Se pravi, zgodba za S2000, kako to, da sem jaz poleg vseh avtomobilov, ki vplivajo na vse druge, kupil avto, ki je toliko redek, ki ni toliko znan v naših krajih, je bolj poznan v Ameriki in na Japonskem. No, zgodba je taka, bil je film Fast and Furious in tam smo videli Honda, zato sem si pa tudi kupil Civica. Takrat, ko sem imel Civica, je ta avto bil tako nedosegljiva stvar. Kot nov, ki je prišel, ni bil toliko drag, tam 40 000 evrov. Je bil pa narejen zato, da konkurira BMW-ju Z3 pa Porsche Boxsterju. Eni primerjajo ta avto z Miato, to sta čist druga svetova. Miata je narejena za enega normalnega človeka, ki bi se rad malo za vikend zapeljal, se dobro drži, ampak ni nekaj močne. To bi lahko rekel, da je tak jezni bratranc Miate. Ki je v šoli tepel folk za malco. Zakaj? Ker ta motor se vrti. Normalni avtomobili se končajo tam pa 6-7 jurjev, no tale ima še 2-3 jurje gor. Se pravi, vrti se do 9000 obratov. Ta motor je dobil nagrado 5 let zaporedoma. Kot najboljši motor je držal 10 let rekord za največ konjev na kuboturo do leta 2010, ko ga je premagal Ferrari 458. Zdaj si gremo ga pa malo pogledati pobliže, da dejansko vidimo, kaj je to zdaj na avto. Kakor vidite, sem ga dal v podan. Moja zadnja pridobitev so Öhlins coiloveri. Kaj so coiloveri? To je nastavljivo podvozje. Se pravi, Öhlins poznate iz motorjev, nameščene so 17 Zoll feltne, gume so Michelin Pilot Sport 245/4017, zadnji so širša kolesa kot spredi, temu se reče Steger, tako ima tudi formula. Spredi imamo pa 215/4517. Potem, dal sem tak podaljšek, kakor vidite, lani sem ga dal tudi v folijo. Sedeži, usne, Alcantara. Srednja konzola, kakor vidite, spodaj je kardan, ki povezuje zadnja kolesa. Ročna, menjalnik, neki mini predal, tukaj imamo za streho dati gor pa dol, neki predali, nič kaj posebenega. Ta mrežca in to je to. Windshield, se pravi tole, ko imaš streho dol, da dejansko ti veter ne toče v glavo. Ta spoiler je dodatna, originalna oprema, pomaga ti malo pri downforceu in kar je posebnost tega avta iz leta 2002 auspuha. Rdeči znaki po vzoru Type-erov. Ava, kakor vidite, je dolga. Avto dejansko je spredi dolg, v zadnje kratek. Zgleda mi tako malo na hitrco Ken Shark. Luči, Xenon za tiste čase. Tukaj so kolesa, amortizeri, motorje za kolesi. To pripomore k 50-50 teži. Moje predelave so, da ima lažji dostop do KM filtra, zato da dobiti globok zvok, pa malo več zraka. Potem imamo tukaj športni radiator oziroma hladilnik Mishimoto. Dali smo tudi tale strut bar. No, kakor vidite, motor nameščen vodoravno. Honde niso bile nikoli znane po nekem navoru. Zakaj? Ker je srce mehko. Zato se dejansko motori vrtijo, da dobijo tiste konje. Obrati so konji, kubatura je navor. Vi veste, da ta avto ni namenjen za potovanje, ampak jaz vam bom povedal iz osebnih izkušenj. Šel sem z njim na Korziko in Južno Francijo. Taka avto ima kar veliko prostora, pa še rezervno gumo ima.
Ta hitrost ti pomaga, da ne boš moker. Je pa res, če si na avtocesti, če dež zapade, se moš ustaviti, ročno potegniti in streho zapreti. Števec po vzoru Hondinih formul, obratomer, se pravi hitrost, temperatura motorja, en izmed prvih avtomobilov, ki imajo start, stop. Tukaj imamo kontrole za radio, na desni strani imamo pa kontrole za prezračevanje. Zdaj pa se sprašujete, kje pa je radio? Radio je skrit. Menjalnik, en izmed najboljših menjalnikov na svetu, kratki, natančni, hodi. Ta avto je kot motor, zakaj? Ker kakor vidite se vrti do 9 jurjev. Ta motor ima VTEC, vi veste, da so Honde znane po VTEC-u. To pomeni do 6 jurjev obratov, na to se ventili poglobijo in sprosti 240 konjev. Recimo, da so Hondini motori kot dva motorja v enem. Če ga pelješ do 6 jurjev obratov, avto ne pije olja, avto ne pije veliko bencina. Če pa hočeš, da leti, ga pa spraviš nad 6 jurjev, ko se VTEC preklopi, to čutiš, ko varianta neki turbo in takrat avto dobi oranž zvok in dejansko dobiš občutek, da imaš pod sabo mašino, ki leti. Tukaj imamo za streho, tukaj imamo vse štir, predalček, meglenke, ima celo klimo, na levi strani ima pa električne šipe ter električna ogledala. Sami motor je narejen iz aluminija, ojačan s kevlar vlakni. Bati so iz kovanega aluminija oblečeni z molibden kovino, zato da dejansko doseže 9000 obratov in da motor ne razfuka. Zato je ta motor zelo hvaležen za tuning. Na ta motor lahko daš Easy turbo ali še bolj priljubljen v Ameriki kompresor. In motor sam po sebi zdrži do 500 konjev stok. Pozabil sem vam povedati, da sem zamenil še zadnje luči. Enim so všeč, enim niso. Za mene one okrogle originalne so super, sem tam se že vidi zob časa. No, pa sem prišel. Zdaj sem pa na enem posebnem mestu in sicer na poligonu varne vožnje AMZS. Tokratni gost je sami bog avtomobilizma v Sloveniji. Komotar S2000. Kaj te predstavlja? Kje si se prvič srečal z njo, z njim? Dejansko, povej mi nekaj. Leta 2, se mi zdi, da 6 ali pa 5 sem se prvič usedel v ta avto. In to je bil prvi zares hud športen avto na zadnji pogon, v katerem sem sedel. Vozniška izkušnja itak top. Mislim, ker sem jaz prvič ta menjalnik začutil bolano. Včasih se je nevarno srečati s svojimi avtomobilskimi heroji, ker percepcija kakšnih stvari, ki si ti mlajši, mogoče ni najbolj realna, ker si zaslepljen od te ljubezni pa zaljubljenosti. In pa se včasih srečal z avtomobilom, ki si ga dolg časa želel peljati, pa si rečeš, a ja, vse ni tako, kot sem se spomnil. No, pri tem avtomobilu je pa vse točno tako, kot sem si zapomnil. Sprav, avto v vozniškem smislu je še vedno vrhunski. Tudi, ko prideš z njim na mejo, z njim drset, mislim, če si nepreviden, greš hitro v maline. Ampak če znaš začutiti mejo oprijema, tak imaš feeling, da bi lahko drsel kar v nedogled, če bi bil radio vinkata prav. Mi da so imeli koliko? Ene 30-40 metrov laganega drifta z res rahlim opposite lockom in vse je šlo zelo, bom rekel, kontrolirano, kljub temu, da se je dolg vink pol zaprl, ne? Ni bilo nobene panike. A veš, kje sem recimo pogrešal mogoče malo več odzivnosti, tukaj, ko so se prepeljala po klancu dol in je v bistvu 90-stopinjski uvink na desno, ker so ga mečkam preveč sekala, rad bi imel malo več dodatnega feedbacka na zavorah, tako v smislu, koliko zagrabijo, pa tudi koliko ti zavorni pedal da. Zdaj pridejo nove Shell jeklene cevke. Kaj bo probala pol? In pol lahko prideva nazaj na in feeling. Spet sprobaš na feeling. Glih zdajle Košir, te pozdravlja drugače. Poznaš Koširja, Košir garaž? On mi bo dejansko zdajle prinesel tele Shellove, da ne bo več SpongeBoba, da bo dejansko feeling. Drugače pa krmiljenje še vedno top, predvsem pa, a veš, X-faktor oziroma fun faktor. 20 let star avto, pa da še vedno drži korak z najsodobnejšimi športnimi avtomobili, vse se pozna. Sodobnejši so še, body roll naj še malo manj, mogoče malo lepš čutiš tako zadnjo kot sprednjo os. Ampak all in all, stari, jaz bi mu dal, mislim, 9 od 10, wow. Moram oceniti. Meni je ta avto res všeč. Barva mi je tudi, če kar všeč sam, jaz bi vsem kakšno malo manj kričeča. Pa se ti, stari. To sem jaz. Tebi je to všeč. Tako. Ej, dej drugač, tej malo se zapelno. A logem en krog? Dej pet en krog, okay. Dej malo pokaž. Sam pazi na mojo ljubico.
Lahko kapco dam, boš z mano? Lahko si daš gor na čelenko, da no zapekla. Nisi navajen odprtih avtomobilov. Pejt. Vidim, da ti solzica teče. Ej, dobesedno jokam v sem. Oh! Zdaj bo spoznal na vožnjo, ne? Zato je že praktično 14-15 let, odkar sem jaz ta avto nazadnje pelil zares hiter. Ej, tale volan ne gre nič višji, ne? Pisa sem zrastel. Ok. Gume že bojo šle, vidim. Kaj bo najprej naredila, ne? Če že, ne? Greva pa lahko en slalom narediti za ogrevanje, ne? Ajde. Klop štoparca, no. Možda me kar malo strah. Se mene tudi. Si ready? Ok, 20, ajde. Pa grevate prvo na 80%, no še na polno, ne? Ok. Zdaj. Ljudi moji, to je bil krog, zdaj gremo pa drugega. Škaj, zdaj bo kar v drugi ostala, ne rabo niti, sam tle na koncu bo šel prvo dala, da bo šla lepši z ovinka ven. Tle bi na koncu ravnini lahko dal tretjo, sam bi izgubil več šaltenjem, kakor s tem, da ostanem v drugi. Si ready? 3, 4, zdaj. Ajde! To! 37, 91! To! Oh my god! Fakt nisem vedel, da moj avto tega zmožen, stari! To je tis, kaj jaz skozi govorim! Odprto, high rev, leti, pošrek, noro! A ta ti je bil všeč ovink? Noro! Stari, mi smo skozi proces letel! Ampak dejansko ti izgubljaš takrat, ampak je cool, je fun! Pa sem zraven bil, ej, pa jaz ponavadi smejem folk, ki se fure z mano. Jaz sem prva, druga, tretja, da malo vetek slišam. Tole, zato je kar drago, tole gume grejo hitro. Ja, stari, sem rekel 3 kroge. Ok, folk, to je to. Hvala ti, komotor, da si se vzel čas zame. Kaj si misliš o avtu? Sem rekel, stari. Pač izjemno mi je všeč. Izjemno mu je všeč. Meni tudi.